Dober dan in dobrodošli v oddaji Eksistenca in esenca. Danes boš govoril o tem, zakaj si klasik. Prosim. Torej, jaz nisem moderni klasik, ampak sem že postmoderni klasik, če ti odgovorim na vprašanje. Moj nagrobnik se vzemimo glasi palindromno. Lepe pev nemih imen, ve teža zažetov, če več ne seje jesen. To je vprašanje. In odgovor, ne seje jesen, če več ve teža. Zažetov nemih imen ne pepev. To omenjam zato, ker pomislim na Ovidija Publija Nazona, ki je napisal v svoj epitaf Hic ego quia ceo, tenerorum lusor amorum, ingenio perii, naso poeta meo, atibi quid transis, nesit grave quisquis amasti dicere, nasonis moliter os acument. Zakaj sem začel z epitafo? Tu bi še lahko povedal tudi Vergilov epitaf, mantua me genuit, clabrira poere tenet nunc, part genopet Sicini, pasqua rura duces. Torej, zakaj sem začel od zadaj naprej? Zakaj od konca k sebi? Odgovor je zelo jasen. Gre za bistvo bivajočega, ki je človek. Človek v jeziku, literaturi in kulturi. Klasika mi pomeni seveda ne samo staro grško in rimsko kulturno zavest in umetnost v celoti, govorništvo in filozofijo, marveč duha, ki vztraja po toliko tisočletjih še danes, na primer, ne le v humanističnih vedah, teologiji in drugod, marveč tudi v medicini in seveda v drugih naravoslovnih znanostih, prav tako v poimenovanju nekaterih ozvezdij in zvezd in planetov, ki so poimenovani po grški mitologiji. Skratka, ljudje se sami ne zavedajo, da še vedno živijo po svoje v neki vrsti klasični dobi, ki pa je zdaj seveda popolnoma spremenjena, ker sem velik pristaš umetne inteligence, s katero si lahko pomagam tako, da preko spleta lahko berem skoraj vse stare klasične tekste. Med moja prva taka branja spada seveda Vulgata, to je Sveto pismo v latinščini, nadalje pa tudi Sveti Avguštin s Confessiones, to se pravi izpovedi, ali De Civitate Dei, o Božji državi, nadalje Sveti Akvinec s svojimi Summa contra Gentiles, seveda samo odlomkoma, nadalje Erasm Rotterdamski, Encomium Moriae, se pravi Hvalnica norosti ali Laudatio Stultitie. Skratka, tega je kar precej, kar sem prebral. In to prebral z užitkom tako, da sem uporabljal v svojem vsakdanjem življenju. Zlasti v mladih letih, ko sem norel, poln hormonov radovednosti. Literatura se je potem odpirala tudi s svetovnim duhom te klasike v dramatiki. Vzemimo 2 leti, celi 2 leti, sem študiral kralja Ojdipa in se učil tudi na pamet nekaterih odlomkov. Najbolj mi je ostal v mislih izrek, ko Teiresiu pravi Ojdip na vprašanje, češ, kaj boš ti govoril meni, ti slepec, Teiresias, ko mu Teiresias odgovori, ti vidiš, pa ne vidiš, v kakvi zmoti si. To načelo večkrat srečujem v vsakdanjem svojem življenju in tudi v družbenem življenju. Ti vidiš, pa ne vidiš, v kakšni zmoti si. Seveda je to kasneje tudi
sodobna psihiatrija in psihologija povzela kot podzavest in odgovor na zavestna in odgovorna vprašanja in probleme, ki jih rešuje seveda ne klasika, ampak sodobna umetniška metodologija. Nadalje, obiskoval sem klasično gimnazijo v Mariboru. Profesor Rafael Štauber, profesor latinščine in grščine, je bil ozek, oster človek, na videz, z očali, vedno črno oblečen, v kravati in beli srajci in z očali, skozi katera je švigal njegov oster pogled. Z veseljem sem se učil, čeprav sem od doma že odnesel latinski pouk, kajti ata me je naučil že 12-letnega latinščine, tako da sem že latinsko obvladoval. No, profesor Rafael Štauber pa je bil človek, ki je bil cankarjanec. Ko me je povabil k sebi na kosilo, in to kar nekajkrat, sva se pogovarjala ure in ure o Ivanu Cankarju, ker je bil ves zatopljen v cankarjanstvo in največ, kar sva prediskutirala, je bila tematika, ali je Cankar temačen, dekadent, v nič vrednosti domovine, ali je svetav, poln upanja in ljubezni, v reklu Mati, domovina, Bog. Bil je pa profesor Štauber tudi pravičen, krasno nas je ocenjeval, pravično in seveda spodbujal k učenju, da smo ponavljali lekcije in preparacije tudi doma in izvrševali domače naloge. Zakaj pravim izvrševali? Ni šlo več za samo piflanje, ampak tudi za razumevanje vsega, kar smo prebrali in se naučili. Nadaljni profesor je bil pa naš razrednik Ciril Miklič. V razredu je imel svojega sina Mitjo, ki je zdaj zdravnik dela in športa na Vrhniki. In bili smo včasih prav razočarani, ker je profesor razrednik vprašal, ali naj dam Mitji zdaj, potem ko ga je vprašal, ali naj mu dam 4. Seveda smo vsi zatulili, ne 4, 5, ker je res znal, ampak Ciril je imel neskončno rad svojega sina, ampak vseeno na koncu je moral mu dati 5, ker smo mi vztrajali. Ta profesor je pa bil znan po duhovitosti. Ni bil zamrljiv, mimo. Včasih je pogledal mimo in rekel, no, Buča, Vladimir, stani zdaj ti, Buča, pa povej mi, mimo, kaj misliš o supinu, ali kaj misliš o absolutum, absolutus ablativus in tako dalje. Skratka, bil je, kot jaz bi rekel danes, kot drugi naš oče. In sem mu napisal tudi pesem posthumno in mislim, da ga ni dijaka, ki ne bi imel rad Cirila Mikliča, profesorja. Klasika. Klasiko je profesor Miklič predaval tudi v smislu humanizma odprto. Se pravi, dovoljeval nam je, da smo svoje mišljenje o nekaterih avtorjih povedali tako, kot je treba. Skratka, ne samo naučeno, ampak tudi malo širše. Vidiš, za razliko od drugih gimnazij in srednjih šol, smo klasiki bili vzgojeni v tem duhu humanizma, ki je bil zelo strog in ni naključje, da so nas kot dijake klasične gimnazije spoštovali, kajti ljudje so rekli, veš kaj, pazi se tega Vladimirja, ta bo, ko bo končal študij, lahko sodnik, profesor, umetnik ali škof. Skratka, to je bilo nenarejeno spoštovanje samo po sebi umevno.
Tudi ta humanizem smo potem širili vsak po svoje, pri čemer pa seveda moram povedati, da smo bili mladostniki nekateri talentirani za druge stvari, ne samo za medicino ali pa sodstvo oziroma pravo. Tako so nekateri kolegi šli študirati matematiko in naravoslovne vede in potem ustanovili dan danes svoja podjetja, ki uspevajo. Se pravi, kot inženirji, doktorji. Skratka, klasika pomeni nekaj širšega kot tisto ozko znanje. Res pa je, da dan danes na Univerzi v Ljubljani predavajo osebe, kasneje jih bom imenoval, ki so policaj-šticovski kverulanti, več kot barabe ali lopovi, skratka skrajno nevarni. Med te pa sodijo Brane Senegačnik, ki se ima za katolika, Marko Marinčič, ki se ima za agnostika, in David Movrin, tudi se ima za katolika. Movrinu sem poklonil rariteto, knjigo, ko je doktoriral v Slovanski knjižnici, kamor smo zahajali. Toda ta človek seveda ne pozna nobene hvaležnosti. Prav tako vsi ti trije ne poznajo nobene, kako bi rekel, humanosti. In so znani po svoji že navzven urejeni posurovelosti in vdanosti, kakor komunističnemu režimu ali podržavljanosti. Prave karikature. Zaradi težkih izkušenj z njimi, ko so poklicali nadme policijo na poti na avtobus, na poti v Vilenico, čeprav sem bil edini tam član slovenskega centra PEN ali PEN kluba, Društva slovenskih pisateljev in tudi drugih kulturnih društev, so poklicali nadme, sam ne vem zakaj, kar tako, oboroženega policista in kriminalca in kriminalista, tako da sem moral izstopiti in tistikrat nisem šel s svojim sinom Vidom v Vilenico. So pa bili znani potem, da so s svojimi bedži ali nalepkami tako mahali, češ, mi smo zdaj glavni, mi smo država, mi smo zdaj izvrševalci oblasti, mi smo represivci. Glede na to in tak odnos sem seveda pisal rektorju, ki je pa stisnil rep in seveda teh prirepkov države ni hotel soočiti z mano, da bi mi povedali, s čim sem se jim jaz tako zameril. Kaj sem jim storil? Ali sem jim kaj rekel kdaj? Ali sem kdaj sploh sodeloval z njimi? Gre za to, skratka, da današnja klasika na Univerzi v Ljubljani predstavlja po svoje čudno posurovelost in ni čudno, da so potem študentke in študentje nekakšni, bi rekel, slinovci, brez hrbtenice, ponižni in ponižani, brez kakšne svoje mladosti, zadrogirani z materializmom. To mislim, da ni klasika. To je nekaj pokvarjenega kot ostanek socialističnega samoupravljanja, ko je bila Univerza Edvarda Kardelja v glavnem imenovana kot najvišja enota izobrazbe. Seveda sem pa vedno tudi sodeloval s klasiki v tujini. Ko sva bila s Kristino, to je bila moja študentska partnerka in je študirala v Münchnu na univerzi, ki je dala 12 Nobelovcev,
sva se lahko pogovarjala o moderni umetnosti tudi v smislu tega klasičnega sopomena ali podpomena. Prav tako sem večkrat diskutiral tudi s filozofi o pomenu klasične filozofije, zlasti o Platonu, zlasti o Aristotelu in celo o predsokratikih. Tu bi še povedal anekdoto. Nekdanji profesor Jože Košar, ravnatelj klasične gimnazije v Mariboru, je prevedel Platonovo Državo in zakone, Nomoj in ta politika. In zanimivo, mene je kot direktor in glavni urednik založbe Obzorja v Mariboru klical poslednji mohikanec, kar sem seveda mu dovolil. In potem sva večkrat diskutirala prav na kratko sicer, o Platonu in o Aristotelu, o pomenu zakonodaje, lex dura sed lex in tako dalje, o pomenu prava, jurisdikciji, o pomenu literarnih slogov v stari Grčiji in Rimu, zlasti v liriki, od Sapfo do drugih, nekaj tudi o grški tragediji in seveda celo je naneslo, da je potem, ko je prebral moj roman v rokopisu Ikarovo perje, to je roman o čudežih in čudakih, sva se pogovarjala o glavni osebi, literarni osebi tega romana, to je Veselonc, Breznogec Veselonc, kar sem jaz takrat že prevedel v Apodos Hairon. In ko sva začela pogovor pri njem na uredništvu, je zaprl vrata svojega uredništva, naročil tajnici Marti kavo in nekaj prigrizka, potem pa je rekel, 4 ure sva se pogovarjala, potem je pa rekel, da ga ni za nikogar, tudi če ga kličejo po telefonu. In pogovarjala sva se, vzemimo o besedi topus tupodos, grško pomeni noga, pes pedis pomeni latinsko noga, le pied pomeni francosko noga. In beseda, da je voden ali poden, tudi izhaja iz besede pes pedis, iz latinske besede noga. In tako sva se poglabljala v te besede kakšne 4 cele ure. Če bi kdo takrat odprl vrata, bi mislil, da ima pred sabo dva neka nora, ki tako nekaj razpravljata. Skratka, kot vidiš, sem kot klasik tudi tukaj pisal. Tudi ko sem objavil pesem Gladiator, še kot srednješolec, je profesor Vladimir Gaspari, tedaj razrednik, očital meni, ker sem napisal, da v soju žarometov popije žagovje vso kri. Je rekel, kako žarometov, kako v ognju žarometov? Saj Rimljani niso imeli žarometov. Jaz sem rekel, ampak William Shakespeare tudi v Juliju Cezarju govori o žarometih. No in tako imam tudi v Deželi nožev cikl, naprimer Centauri so med nami, potem v drugih pesmih omenjam klasiko in tudi sonetni venec. Moj sonetni venec je po mojem prvi postmoderni sonetni venec, ima naslov Amfionova plunka. In skratka, klasika je del mene, to da ne vsiljujem nikomor tega duha klasike, rajše se učim in učim se še zmerom
in rad berem klasike še zmeraj.